Živijo tukaj Valentin, ura 15:09. Danes bom pogovoril o laseh, še posebej o dolgih laseh in o intuiciji. Zakaj bom danes to govoril? Ker smo se s prijatelji na Facebooku pogovarjali o neki zgodbi, da naj bi ameriški indijanci imeli zelo veliko sposobnost zasledovanja, odkrivanja sledi, določeno intuicijo, in da je to zelo povezano z njihovimi dolgimi lasmi. In v času vietnamske vojne so to dejstvo, da so oni zelo sposobni sledilci, uporabili za vojaške namene in so te domorodne ameriške indijance vpoklicali, da bi v Vietnamu služili kot sledilci, da bi odkrivali sovražnike. Ampak potem se je izkazalo, da ko so jih vpoklicali, da se ta sposobnost njihova ni izkazala, in so potem to povezali z tem, da ko so jih vpoklicali, da so jim postrigli lase. In s tem so oni izgubili to zmožnost. Torej, za njih so bile dolge lase pomembne v tem smislu, da so bile kot neka vrsta antena za njihovo intuicijo. In potem so naslednjim indijancem, ki so jih vpoklicali, dovolili, da so imeli dolge lase, in potem so ohranili to svojo sposobnost. Potem se navaja v povezavi z dolgimi lasmi simbolika v filmu Avatar, kjer so to ljudstvo Navi z svojimi dolgimi lasmi poveže prav nekako kot vtičnico, vtaknijo v določena bitja in z njimi potem upravljajo, komunicirajo. Ali pa tudi simbolika zgodbe o Samsonu, mitološkemu junaku, ki je imel izjemno moč, toda potem, ko so izvedeli, da je njegova moč skrita v laseh, ko so ga postrigli, je izgubil to svojo, recimo temu, nadnaravno moč. Kaj je torej resnica? Lahko seveda, da je nekaj na temu, da dolgi lasje vplivajo na določene sposobnosti človeške, lahko pa, da je to tudi neka vrsta verovanje, ki potem deluje na podzavest. Da recimo indijanci so bili pač navajeni imeti dolge lase in ko so jih postrigli, je to za njih pomenilo tako veliko spremembo v življenju, da niso pač več sposobni bili izvajati določene aktivnosti, tako kot so bili navajeni. No, vsekakor lasje so antene, ampak predvsem antene za pritegovanje pozornosti drugih, in ljudje imamo večinoma lase zato, da so nam v okras. So seveda tudi funkcionalni, lahko nam ščitijo glavo pred mrazom, ampak glede na to, da imamo sedaj kape, lahko tudi enostavno izkoristimo razne vrste pokrival, da nas zaščitijo, in so nam nepotrebne lase, še posebej v vročem vremenu. Na YouTubu sem zasledil tudi nek videoposnetek, v bistvu sem ga objavil, na osnovi tega se je potem sploh ta debata razvila, kako so dolgi lasje v bistvu nepraktični, ker se potem zatikajo v zadrge, v varnostni pas, da izpadajo in jih imaš potem povsod po stanovanju, v postelji in podobno. Vsekakor pa
lasje zahtevajo čas in denar za vzdrževanje, da hodimo k frizerju, da jih umivamo, da se šamponiramo in tudi precej kemikalij gre za ta namen, tako da za produkti za vzdrževanje las predvsem zelo veliko onesnažujemo okolje. Iz tega razloga smo tudi imeli v naši skupini Destiny pred nekaj leti izziv, ko smo se odločili, da se vsi pobrijemo, zato da bi preverili, kako smo mi navezani na svoje lase, kako se mi definiramo za svojimi lasmi. Ker večina ljudi, še posebej žensk, se zelo težko predstavlja, da bi bili brez las, pobriti. In kar večina ljudi se je za to odločila in je na ta način nekako izkusila oziroma doživela neko vrsto osvoboditve od te navezanosti na lase. In seveda je bilo potem tudi zanimivo opazovati reakcije drugih ljudi, ko so nas opazovali, ko smo bili pobriti, kako se jim je to zdelo nenavadno. In tukaj se spet pokažejo določeni kolektivni vzorci, pričakovanja kolektivna, kako pričakujemo, da imajo ljudje lase in kakšno vrednost dajemo lasem. No, jaz se brijem že 10 let in začel sem se briti še preden sem se priključil skupini Destiny. Začel sem se pa briti predvsem iz praktičnega razloga. Imel sem predvsem precej take mastne, tanke lase in vsako jutro, ko sem se zbudil, sem imel frizuro kot sračje gnezdo. Torej, zmačkane lase in moral sem se v bistvu vsako jutro umivati z šamponom, da sem jih razmastil in počesal in da sem potem v redu izgledal. In vso to opravilo se mi je zdelo grozno brezvezno, potrata časa, zato sem se začel briti in sedaj lahko kadarkoli zjutraj lepo vstanem in sem v redu pripravljen na dan. Tako da precej časa in denarja se prihrani s tem, da se briješ po glavi. Potem je tudi zanimivo, da vesoljci, fotografije vesoljcev, ki naj bi obiskovali naš planet, vesoljci nimajo las, so vsi brez dlak po telesu in naj bi oni imeli neke super tudi telepatske sposobnosti. Torej, vsekakor lasje niso pogoj za to, da razviješ neke telepatske sposobnosti, neke nadnaravne sposobnosti. Zato predlagam vsakemu, da se zamisli, da si predstavlja, kako bi bilo, če bi se po glavi pobril, če ne bi imel las. Kako se vsi mi, oziroma vsi vi, ki imate lase, kako se definirate z lasmi, kakšno vrednost za vas predstavljajo. Ali ste odvisni od tega, kako nasplošno izgledate. Kajti, mi smo živa bitja, ki smo uteleseni v tem fizičnem telesu, smo inkarnirani. In to telo je naše kratkotrajno vozilo, v katerem smo trenutno. In mi kot živa bitja smo sposobni prehajati iz telesa v telo. Živali imajo to sposobnost, da v procesu, v času ene inkarnacije fizičnega telesa lahko prehajajo v telesa drugih živali. Torej, predstavljajte si, da bi vi imeli sposobnost, da zdaj v tem trenutku izstopite iz svojega telesa in stopite v neko drugo telo. Kako bi vi spremenili samega sebe, svoje dojemanje, če bi bili v telesu neke druge osebe? Recimo, zamislite si,
če bi bili v telesu neke osebe, ki jo sedaj definirate kot lepo. Ali če bi bili v telesu neke osebe, ki jo sedaj definirate kot grdo. Kako bi to vplivalo na vašo samozavest? Ali bi bili notranje stabilni, ali bi bili v zavedanju, da vi niste to fizično telo, da vaše fizično telo ne definira vas kot živega bitja, ali pa ste odvisni od tega, kakšno je videti vaše fizično telo. Torej, to je zelo zanimivo vprašanje in vam vabim, da te stvari majčkeno proučite, razmislite in se vprašate, kako zunanji izgled vpliva na vas, na vašo samopodobo, koliko se z njim definirate. In seveda za tiste, ki imate slabo samopodobo, ali pa tudi tiste, ki vam pomeni vaša samopodoba zelo pomembna, ki se imate za lepe, ki ste odvisni od pohval, da vas ljudje hvalijo, da ste lepi, da ste krasni, čudoviti in tako naprej. Za vse te ljudi vam priporočam, da te miselne vzorce preobrazite, da postanete neodvisni od tega, kaj vam ljudje rečejo, kako ste videti, kako izgleda vaše fizično telo. In v pomoč za to vam priporočam brezplačen spletni tečaj Destiny Eye Process Lite oziroma DIP Lite. Povezavo do njega najdete v opisu tega videoposnetka. Tako da vam želim čim bolj uspešno osvobajanje od nerealnih miselnih prepričanj, da bomo lahko vsi živeli kot svobodna, živa bitja, neobremenjena z tem, kako izgledamo, in da bomo predvsem vodili samega sebe v smislu tistega, kar je najboljše za vse. Da bomo drug drugega upoštevali kot enakovredna bitja in se medsebojno podpirali, da bomo živeli tukaj na zemlji v miru, sožitju in harmoniji. Nasvidenje.